Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Nahajamo se v Kosovi Gradiščini, ker je pred dnevi bila odprta občasna razstava Pomlad, ko je padalo železo. Kakšna pa je ta razstava, pa nam jo predstavlja Daša Čopi, ki je kustosinja za kulturno in umetnostno zgodovino v Zgornjesavskem muzeju. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala za obisk. Se pravi... Kaj je pravzaprav rdeča nit te razstave? Podnaslov same razstave, a ne Pomlad, ko je padalo železo, je okupacija in zavezniško bombardiranje Jesenic. Letos mineva 80 let, se pravi, oziroma je minilo 1. marca 80 let od, se pravi, bombardiranja Jesenic. In seveda je letos tudi 80 let od konca druge svetovne vojne. Jesenice so bile okupirane od leta 1941 do 1945, tako kot večji del slovenskega ozemlja. In se pravi, del razstave nekako uvodoma povzema ta del, a ne te zgodovine, se pravi od leta 1941 do 1945 okupacija, življenje ljudi, narodno-osvobodilni boj, seveda v bolj recimo strjeni verziji, namreč na sami stalni razstavi, ki je tudi v Kosovi Gradiščini, Mladost mesta rdečega prahu, ki smo odprli lani, je del te zgodovine že predstavljen, predvsem v, se pravi, nekdanjih gestapovskih zaporih v Pritličju, tule Kosove Gradiščine, tako da se ta razstava navezuje tudi na stalno, vsebinsko jo razširja, vsebinsko razširja razstavo tudi bombardiranje, ki je tudi delno predstavljeno, a ne, na stalni razstavi. Tule sta pa zunanja sodelavca, soavtorja razstave Aleš Bedić in dr. Uroš Košir, se pravi, se poglobila v bombardiranje Jesenic, predvsem Aleš Bedić je pobrskal v teh ameriških arhivih, a ne, šlo je za zavezniško bombardiranje Jesenic, torej Američani so bombardirali, cilj je bil železniška postaja, ne tovarna, tako da je potem našel kar nekaj zanimivosti, novih odkritij, se pravi o tem dogodku, a ne, in nekako sta malce osvetlila ta dogodek. Nekaj stvari je še za odkrit, kajti razstava je v bistvu prva faza v raziskovanju, se pravi, časa, ki je vodilo do bombardiranja in samega dogodka, in se pripravlja tudi ena monografija, a ne, ampak to je daljši čas. Dogodki, o katerih govorite, 80 let bombardiranja, so tako rekoč že zelo daleč, pa vendar niso, ker nedaleč od nas divja neka vojna, če pogledava samo Ukrajino in Rusijo in še kje drugje. Ja, seveda smo poskušali biti pri temu tudi aktualni, tudi sama soavtorja, a ne, z bombardiranjem hočeta nekako pokazati nesmiselnost tega dejanja, a ne, tudi Američani, ko so naredili revizijo recimo tega dogodka, so ugotovili, da samo dejanje ni bilo tako zelo uspešno, kajti same železniške postaje recimo in železnice niso uspeli na tak način a ne uničiti, kot je bilo predvideno, kajti leteli so zelo visoko. In v bistvu smo v tretjem prostoru same razstave, ki poteka v 3 prostorih tule v Pritličju, nekako natisnili fotografije, ki jih imamo v arhivu veliko, žrtev vojne. In to so različne žrtve, ne samo bombardiranja ali pa recimo žrtve strani narodno-osvobodilnega boja. Torej gre za vse žrtve vojne, s katerim želimo pač poudariti to, da če ne bi bilo vojne, a ne, bi te osebe vse lepo mirno živele, in kako v bistvu vojna nekoč in danes v bistvu uničuje človeška življenja, uničuje vse, za kar dobro, za kar živimo,
in se pravi, imamo recimo pričevanja, ki jih tudi zbiramo in vse, ki imajo pričevanje o tem dogodku, vabimo, da pridejo in nam svoje spomine zaupajo. Hkrati pa imamo tudi dela današnjih otrok, ki v bistvu so narisali, kaj želijo, kaj si predstavljajo kot srečo in mir, in to so seveda vse lepe stvari, kot bi jih otroci danes morali doživeti. In dokdaj bo tale razstava odprta, glede na to, da je to občasna razstava, kdaj si jo vsi zainteresirani lahko ogledajo? Vsi zainteresirani si jo lahko ogledajo do 19. aprila in v bistvu potem mogoče, občasna razstava se takrat zaključuje, se pa dejavnosti v zvezi z razstavo oziroma s to tematiko nadaljujejo, tako da do tistega časa je pa to možno videti. Kdaj v dopoldanskem času in kdaj v popoldanskem? Imamo, se pravi, za nenajavljene skupine ali pa osebe od srede do sobote imamo odprto od 12 do 6, se pravi od srede do sobote je odprto, če pa se kdo najavi, pa seveda z veseljem odpremo, pokažemo in tako naprej. Tako da vabljeni kadarkoli v bistvu.